Dobar dan. Midva sva pa prišla vprašati, kje si pripravila vse za orkester. Ja, kar izvolite, tukaj na dvigalo, pa druga klip. Hvala. Dobar dan, kaj pa vidva tu? Midva sva pa prišla pogledati, kako vi pripravite vse tukaj za koncert. To vaju zanima. No, kar stopite z mano. Glejte, tale bo, če pogledate, na hitro vidite dvorano, vidite stole. In tukaj, če pogledamo, vidite, to je pa oder. In na tem odru je ena naprava, ki nam služi, kadar imamo koncerte. Zakaj je pa take čudne oblike? Pravzaprav, zakaj take čudne oblike? To je dobro vprašanje. Namreč, namen te školjke je v tem, da zvok, ki ga ustvari orkester, da se od zadnje stene odbije v dvorano, ker če namreč te školjke ne bi bilo, bi zvok nam pobegnil nazaj, pobegnil bi nam pod strop in dvorana ne bi skoraj nič čula. Oblika je pa tako, to so pač si akustiki izmislili, da se kar se da najbolj zvok od orkestra odbije v dvorano. Koliko metrov se pa to spusti? To gre 12 metrov v globino, tam imamo poseben prostor, kjer to spravimo. Ta akustična školjka je na posebnih motorjih, ki jo lahko premikamo naprej, nazaj ali pa na stran, tako da jo lahko, kadar imamo gledališče, je spravljena, kadar je pa koncert, jo pa pripeljemo gor, tako da zapremo sam oder. Koliko je pa to težko? Težka je kar nekje okrog 40-45 ton in se vidite sami, koliko je težko jo, da vse škriplje poka, da se dviguje. Je pa precej zahtevno zato, ker moramo paziti, da se nam kaj ne zgodi, kadar je ta oder odprt, je jama in če kdo nepričakovano pride, bi lahko celo zgrmel v jamo, zato posebej naredimo ograjo, vse zapremo tako, da je to varno. Rabimo za to spremembo približno pol ure do uro. Odkud pa to upravljate? To se upravlja tam iz posebnega komandnega pulta, kjer ima tehnik ročke in z njimi pelje to zadevo navzgor in ko pride v višino, se avtomatično, ker vodi to računalnik, zadeva ustavi.